Novomeški košarkarski klub Žoltasti Troti je uspešno začel novo tekmovalno sezono, saj so v prvih 3 tekmah druge slovenske košarkarske lige zabeležili prav toliko zmag. Tokrat so v domači dvorani na Livadi gostili ekipo Postojne, ki jih je lani premagalo v polfinalu tekmovanja in slavili s 74-63. Začeli smo malo nervozno, nismo zadevali metov, ampak nekako smo jih lomili čez celo tekmo. Nimajo oni take klopce kot mi, kjer se lahko zarotira in nam ne pada ritem igre. Tako da smo jih čez tekmo pol lomili, imeli še par padcev, ampak na koncu pripeljali tekmo mirno do zmage. Zagotovo je imela tekma mogoče še malo drugačen naboj ravno zaradi lanskega polfinalne serije, v kateri smo žal potegnili kratko, tako da smo vsi zadovoljni, da smo jim vrnili za lanske poraze. Kljub temu pa je to zgolj ena tekma v nizu, se pravi dolga bo redna sezona, velike še tekem, ni to šprint, to je maraton in predvsem je glavno, da se mi s tekme dvigujemo. Predvsem smo zadovoljni, oziroma mislim, da celoten štab in vsi ostali smo zadovoljni z pristopom fantom, bili smo zelo agresivni, ogromno je tu neke želje, imamo veliko fantov, ki so rotacije, ki si vsak želi izboriti svojo minutažo, ki vsak želi dodati svoj delež k mozaiku uspešnosti in to se vidi. Ob tem valjda, oziroma sigurno pridejo tudi neke določene napake, ampak vse te napake se željo, zagrizenje in dobro energijo prostijo in to je najbolj važno. Nadaljeni Kim Klaužar je prišel v Novo mesto iz Cedevite Olimpije pred začetkom lanske sezone. Kaj je bilo zanj najpomembnejše pri tej odločitvi? Definitivno neka želja po igranju v članski ekipi, kjer ima resen program, pa da se dela, trenira veliko. In to me je nekako povleklo k Trotom, kjer je bil in trener in uprava, se je bila neka vizija, da je to za mlade, kjer se da razvijati in to mi je definitivno rezoniralo in sem zato prišel tukaj sem. Začetek nove sezone je za rumeno druščino zelo spodbuden. Ko štartaš s 3:0, si verjetno zadovoljen, rezultatsko stvar trenutno izgleda super. Dejstvo je, da še ne vemo točno, kakšno je razmerje moči v ligi, tako da mogoče še nismo naleteli na najmočnejše nasprotnike in kot pravim oziroma kot stalno omenjam, predvsem je to važno, da mi na dolgi rok dobro delamo, dobro treniramo in da smo, bom rekel, z vsakim tednom, z vsako tekmo še boljši. Troti stremijo k vzgoji in košarkarskem napredovanju predvsem mladih igralcev. Ti so napram lanski sezoni leto dni bolj izkušeni. Za mlade fante je to sigurno pomembno, od njih se več pričakuje, večjo odgovornost, no, po drugi strani tudi več izkušenj in jim je verjetno malce lažje igrati. Kar se tiče pa celotne ekipe, bomo pa tako rekli, ni mogoče toliko igralsko spremenjena, kolikor so se zamenjale določene vloge, kolikor so se zamenjale določeni ključni igralci ali pa določeni fante, ki so nam dali ogromno v našem mozaiku in še vedno smo v fazi prilagajanja na te nekatere nove vloge, ampak mislim, da gre fantov zaenkrat kar okej. V klubu je tudi nekaj zelo izkušenih igralcev. Tukaj prednjačita Pavič in Ristić, ki sta tudi na tekmi proti Postojni v ključnih trenutkih tekmo mirno pripeljala do srečnega konca. Definitivno zelo pomembno, vnašajo oni neko mirnost, sigurnost, ko se lom tekma, se jim da žogo, znajo odigrati, to so izkušeni igralci in tudi od njih se da veliko naučiti, kako reševati tekme v teh zaključnih momentih. Kemija tukaj je ena izmed najboljših, kar sem imel, kjerkoli sem igral, skozi pozitivna energija, brez nekih egotov in takih stvari. Tako da se zelo dobro počutimo vsi v ekipi. Brez teh fantov ne gre, tako zaradi takšnih tekem, kot je današnja, kjer sta privlekla na koncu varno voz ob pomoči naših mladih fantov do konca, kot predvsem zaradi še bolj, bom rekel, zaradi samega trenažnega procesa oziroma samega procesa, ki ga izvajamo v klubu, kjer so te starejši izkušeni fanti, ne samo Ristić pa Pavič, tudi Janc, Abram, Prus in tako dalje, zelo, zelo, zelo pomembno, bom rekel, pomoč oziroma vodilo za napredovanje mladih igralcev. Če ti nimaš na terenu izkušenih igralcev, ob terenu izkušenih igralcev, je mlajšim veliko težje napredovati. Mislim, da je tukaj najvišja naša prednost. Tako zgodaj v sezoni še nekoliko nehvaležno govoriti o končnih ciljih, a vseeno. Definitivno igralci gledamo, da bi osvojili, da se gre v neko prvo ligo. So to cilji niso, mi smo brez pritiskov iz uprave, kar so nam že povedali, ampak vedno pa hoče zmagati, vsako tekmo hočeš osvojiti prvenstvo. Stalno se ponavljam, da v bistvu gremo tekmo po tekmo, naš cilj je vse tekme zmagati. Naš cilj je vse tekme zmagati, ob tem napredovati, biti vsako tekmo boljši, izkoristiti vse to za čim večji napredek naših mladih igralcev, kaj bo pa to rezultatsko pomenilo, pa da zaenkrat še ostane skrito. Počitka za Trote pa ni. Že jutri v sklopu pokala Špar gostujejo v Hrastniku, v soboto pa v Ljubljani proti Slovanu nadaljujejo s prvenstvom.